Potihem sem si želela, da bi tudi jaz imela nekoga, ko bi mu lahko to poslala, pa ne bi mislila, da sem čudna, a ne. Ti edina ključ imaš do mojega srca. Ljubika moja. Dobro jutro. Evo, surf-ten se je razvil, ne še čist, ampak ko me je Mika zbudila ob 4, sem si ga šla sprat dol, ker če ne bi bilo pretemno, če bi ga imela več kot 4 ure. Zdaj pa moram posteljnino oprati, včeraj mi je ni ratalo, sam poštre sem oprala in sem spala prelek za pošter. Oh my god, sem res zaspala. Danes moram še video zmontirati, torej vlog, zdaj živi več kot en teden, to ni dobro. Pa 2 ta tedna, a ne, Miki? Ja, pa 2. Gremo. Bravo. Danes je moje snemanje vloga bil kar ogromen fail, ker je bila gužva. Vedno, ko si rečem, ta teden imam končno malo fraj, si jaz naložim še več stvari. Potem sem bila, ok, naslednji teden bo pa res bolj easy. Se rada mučim. Evo, jaz sem tako glasna, danes nisem imela niti minute za jest. Gremo gledati malo TV. Nismo že dolgo se ulegli na kavča. Dobro jutro, danes je stream free dan, edini dan, ko imam ta teden fraj od streama. In plan je, da grem snet nekaj, torej eno snemanje imam na lokaciji, stanovanje malo red spraviti, malo sem že začela tam pri računalniku mizo. Pospravila, pobrisala, zdaj pa tu imamo cotike zun, tu je treba zložiti, ko sem včeraj snemala, pa preobleč poslo. Spali smo na kavču, ja, pa kuhna, pa po tleh, pa vse je pač za pospraviti. V glavnem vse to računalniško mizo sem pobrisala, ampak enkrat bo tudi treba računalnik spucati, pa kable narediti spet na novo. Se jaz probam tek sproti pucati, ker pač drugače ne gre, ampak včasih vse zadnji ostane, ker je skozi go. Danes bom začela jutro bolj počasi, pa bomo pa zares šli delati. Shimmer on our skin.
tako v tem relaksacijskem jutru. Treba je bilo malo vrt porihtati. Salatika. Ja, Evo, zajtrk je pripravljen, še solato sem si naredila. Kajica je ready. Ledena seveda. I was lost in a city dream, and I was at home again beside the stream. Then you walked past me, and you saw me and smiled. I will never forget the first time when I saw you. I thought I lost my mind. Blue and faded was blown away and left behind. I hope you'll always be around, even if I fail. You are like a summer breeze that I must inhale. Is it possible for us? Jaz sem si na hitro hrano pripravila, nisem imela cajta kuhati, oziroma ne da se mi kuhati, ker bo prevroče, tudi na balkon se mi ne da iti. Spravila sem se, da grem snemat. Živčna sem, vedno ko grem na kako lokacijo, sem nervozna, zato ker so ljudje tam, pa nočem, da me kdo gleda. Če imela koga, da mi pomaga, da me posname, bi mi bilo ful lažje, ampak
ja, ne morem vedno recimo, ko smo z Nino skupno, je vedno ful bolj enostavno, ko sem pa sama, ja, pač imam to tesnobo v sebi, predem, da se nekam odpravim. Ni tak cel dan samo o tem razmišljam, ampak, ja. Vem, da ko bom konc, bom najbolj srečna in ponosna na to, kar sem uspela ustvariti. V glavnem, še vedno imam ta žar od doma. Je ful fajn. Če se sam zagrejem dino solati, ko sem si naredila. Pa ne radim kruha. Zadnji slišite streamerko Tino Tuno. Evo mene nazaj snemanja, bilo je tako vroče, da sem se mogla zdaj takoj stuširati pa glavo prati, ker nisem zdržala, pa eno oblekco sem se dala, da je bolj hladno. V glavnem lokacija, bilo je letališče, ker je ful izziv, zato ker itak ful je ljudi, skozi se premika vse in jaz sem bila samo, no ne me gledati. V glavnem, ful je bilo dobro. Jaz mislim, da bo cool, nisem čisto vse posnela, kot sem hodila. Sem dobila pa take lušte, da nekam grem z letalom na neko, ne vem, plažo, neko bolj poletno potovanje, ker ni nič planirano za to poletje in se mi zdi, ko imaš neke plane, tudi če je samo za par dni, imaš nekaj, da pač koma čakaš, ne, in sem bila na Madeiri marca, tako da na nek način sem že imela, rečemo, letni dopust, čeprav ni bil, tako da ja, razmišljam, da bi nekaj za septembra, da se zmenimo, pa nekam grema med poletjem, pa tak dnevni izleti, kak bazen, jezero, tako ponavadi. Mislim, itak bom v Nemčijo šla, zdaj julija grem počasi v Nemčijo, ampak tak pravno počitnice, poletne. Ne vem, letos sem jih ful lušta. Ponavadi nisem imela teh lušt, pač mi je bilo vseeno, kam folk hodi, zdaj sem pa kar malo, no, jaz bi tu šla nekam ob vodo rabim, ko je vroče. Če imaš kakšne plane za dopust ali pa ideje, mi lahko spodaj komentiraš. Tisti, ko že imate planiran dopust, pa če rabite kak kovček, potovalno torbo ali pa sam torbico za zraven poletne obleke, imate v nedeljo Bags & More super nedeljo. Super nedelja pomeni, da je samo v nedeljo, cel dan, vse znižano, vsaj minus 25%, ene par malih izjem je. In pol imam še s kodo FINA10, ki ti dodatno še prinese 10%, tako da se splača na to nedeljo izkoristiti. Jaz imam moj najljubši duo od Bags & More in sicer Travel & More kovček. Imam enega večjega pa enega manjšega, večinoma uporabljam tega večjega, sploh za Nemčijo, pa ko smo šli na Madeiro, sem tudi večjega uporabljala. V glavnem ogromno spravišno, ful je trpežen. Všeč mi je, ker ima ta trto klep, zato ker včasih imam tudi manj kamero not, pa take stvari, ko se lahko zlomijo. Seveda najbolj pomembna stvar, da se 360 vrti, da ga lahko imaš ob sebi, da ga lepo voziš, pa ko se ustaviš, da ga lahko ob sebi voziš, obračaš ga, v glavnem vse. In isto za potovanje ali pa sam dnevne izlete je ta Reisentel torba pač lifesaver. Se jo vidite skozi v mojih vlogih, jaz imam, mislim, da to srednjo velikost, bom napisala, kera točno je, imajo tudi večje. Isto taka trpežna, pa iz recikliranih materialov je ful prostora, ima najbolj uporabna potovalna torba, kar sem jih kdaj imela. In pa zadnjič, odkar smo bile z Nino v Bags & More si izbrati te torbice, obe smo obsedene svojo torbico, ne vem, pač vedno si vzamem tako funkcionalno, pa da bo posod zraven pasala, pa tak naprej. In pol sem glavno pač, nikoli nisem imela take cute, lepe, male torbice in zdaj kar ne morem se nagledati. Zdaj, kar se prve tiče, definitivno paše zraven ful stvari, sploh te poletne oblekice se mi zdi. Lahko jo imam s to črno obleko, lahko jo imam z barvito ali pa z belo, se mi zdi, da res ne moreš faliti. Tako da, če rabite kovčke, potovalne torbe ali pa torbice za vaš dopust, ko zdaj to nedeljo izkoristite, torej nedelja 23.6. cel dan in ne pozabi še na mojo kodo FINA10. Gremo zdaj delati pad thai.
Dobro jutro, ni več toliko jutro, ampak z Miko smo dan spale 12 ur. Do po 11. Zajtrk kosilo sem si pripravila, torej brunch, ta japonska omleta, pa en sendvič. Ogrom to-do list imam, malo sem si splanirala stvari, sodelovanja, da nekaj pozabim, pa kdaj bom kaj snemala, pa ta teden imam 12-urni stream, pa vsak dan streamam, v glavnem. Eno stvar sem že naredila, oziroma dve. Zdaj pa začela malo montirati. Ko se najem, pol pa počasi v trgovino, po sestavine za današnji kuharski stream na Twitchu. In en paket moram dvigniti od Afrodite in po enik denar dvigniti, da to je to. Josh ima torej rojsten dan in ker ne bom z njim, se rekla, da mu napišem eno pismo. In meni je ful fajn tako fizično pisati pisma. Jaz se spomnim ene sošolke na faksu, ko si je s fantom pisala, pač sta si prav pisala ta ljubezenska pisma, takrat se mi je zdelo, no. Ampak potihem sem si želela, da bi tudi jaz imela nekoga, ko bi mu lahko to poslala, pa ne bi mislila, da sem čudna, a ne. In se spomnim, da je imela tudi te stvari za pečate, v glavnem že lani ni zdaj to prvo pismo, ki sem mu poslala, ampak tak se mi zdi ful lepo, ko na roko napišeš. V bistvu že imam napisano, sem si prej na računalnik napisala, ker je bolj hiter in sem se že zjokala zraven, zdaj bom pa na listo prenesla, ker res reč napak delam, tako da najprej svinčnikov, pol skulijo in tako naprej. Zdaj danes je četrtek, on ima res na torek, torej vikend je vmes, ne vem, če bo to pravi cajt prišlo, bom vprašala, kakšne so opcije za te hitre pošte in to. Zdaj, zakaj ne bom vzela za rojsten dan, ker pač je šele en teden pa pol tega, ker je on bil tukaj in ful je bil tak crazy mesec, maj in juni, zdaj sem bila itak, pač smo bila dosti skup, ampak sem rekla, jaz ne morem že čez en teden pa pol priti, poleg tega imam milijon dela, pa itak nama ni zdaj rojsten dan, ne meni pa ne njemu ni zdaj ono, če ga ni tu, ne bom jezna, če nisem jaz tam, ne bom jezen, bomo že praznovala, ko bomo skupaj. Tako da ja, Mika mi dela tu v škatli družbo, ker pač ne more biti sama. Danes je tako cute, danes je Mika extra cute. Ja, dobro. Dear love of my life. Škaj bom kar začela s kuljem v bistvu. Vse imam napisano že vse. I still recall the first time I saw you. I was so nervous to talk. Happened so fast. Went from so lonely to falling asleep in your arms. I used to be afraid to fall in love. My past relationship was a disaster, but now I don't care. 'Cause you took my scars, bruises and broken heart, numbed all the pain, showed me how to heal, and now I don't feel broken anymore. Ok, šla sem peš na pošto, na bankomat sem pozabila iti. Anyways, šla sem peš na pošto, poslala pismo, plus sem šla pa še v trgovino, pa vam bom danes malo drugače pokazala moj haul. Kombuča, jajca, končna lubenica normalne cene in sem dobila za 2 kili 2 evra, torej 99 centov je bila 1 kila, ne. Pa sem kupila govedino, rekla sem, da mi na tanko nareže, zato ker pač sama si ne morem. To je bilo znižano, mislim, da sem dala ene 3 evre 20 za 3 zrezke. Mikala, greš dol. Rekel je, da mi jih potoče, sem se ne spomnim, a jih je, ali je pozabil. Ker je pol že druga stranka bila in nisem gledala. Ja, ok, to je zdaj ful čudno, ampak poglejte, neke luknice ima not, zgleda, sam pritisne, Mika ne. Oh my god, vse je good. Nič zanimivega, krompir, banane, za kak moj grški jogurt, musli. Te olive so meni tako dobre, pa ful so poceni, te Dešpar so, mislim, da so tako 70 centov in ful mi je všeč, ker ni tako veliko pakiranje, pa dobre so. Pol imamo mocareliko,
Tisto ta šparova, mislim, da je dobila neko nagrado, najboljša mozzarella, najbolj ugodna. Česen pa čebulo, še eno rdečo čebulo, še čebule, zeleno mlado čebulo, jaz rada to uporabljam za solate, za vse. In pa ni več kislega zelja v trgovini. Samo rdeče je bilo pa snovno, ne bom rdečega, plus ne vem, če mi bo dobro, ker ni bila ista firma, ko jaz ponavadi navadno zelje kupim. Tako da sem kupila sok od kisanega zelja. To se sliši ful ugabno, ampak hkrati ni toliko bad, ker pač meni je všeč oni sok, sem nikoli več nisem pila. In sok iz naravnega kislega zelja. Piše, priporočen dnevni odmerek 1,25 decilitra zelnice, razrečene z vodo v razmerju 1:1, 3-krat dnevno. Najboljši zjutraj. Ja, to bom zjutraj spila. Za dobro jutro. Zdaj prebaviko. Sem pa tako spravila, pa si narezala malo lubenice, ker se mi je tako lušta, ker mi je vroče, pa na bankomat moram iti. Mika. A ja, pa itak sem smeti pozabila nesti. Tako da, smeti odnesem na bankomat, lubenico pojem. Ful je lepa. Ta je bila pa vredna 2 €. Moja ljubica, če bi tukaj bila, ti edina ključ imaš do mojega srca. Niso kriva mlada leta, nas sva se rašla. O, sem čudna. Ti Marija govorim, bunch of quatsch. Tvoj repek se podivna. Moja si. Jaz pa vem, kaj to je. Marmelada, imela sem jo že lani, oziroma že 2 leti, mislim, da. Jaz sem moram iti pa sončit nekam, razmišljam, da bi šla mogoče na bazen drug teden. Ne vidite me, v glavnem na bazen, da bi šla. Grem najti nekaj. Oh my god! Kaj pa to? Neka torba. O, kjer torba, kjer je žnure. O, to olje, mimogrede, zelo lepo se sveti, to je pa marmelada. Ta je ekstremno močna. Gospodična. Double škatla actiona. Nisi mogla počakati, da dam na tla. Jaz jem ostanke pad thaija, medtem ko si pripravljam stvari za stream. Kamera, luče moram prinesti. Laptop imam na tem stojalu, da ne rabim tak dogled. Ta druga kamera za hrano. Da, tako izgleda moj kuharski stream tukaj, za štedilnikom. Kamera luč je pa povezano s sezonim računalnikom. Malo je komplicirano, ampak hkrati ni, je ful enostavno, ker ne rabim se odklapljati, sem pač sem prestavim. Zdaj pa, ja, preoblečem se, po maj sem neko obleko grdala, ker je tako vroče, pa še kuhala bom. Ker zabavno. Bom pa dala izsek iz streama, kaj sem delala, ker je zanimiva jedanc. Mislim, nekaj, kar mi poznamo, ampak hkrati malo drugače. Torej, argentinska milanesa napolitana. Jaz bi jo opisala kot pohana govedina z paradižnikov mako in pol z nadevi na mozzarella, lahko daš tudi koščke paradižnika in tudi ali pršut ali pa šunko. Začela sem z paradižnikov mako, najboljše je, da narediš svojo, jaz sem čebulo in česno pražim in ko sta malo zlato rjave barve, dodam paradižnik in pol sem še dala svežo baziliko, sol, poper, osnovne stvari in pol sem jo zmiksala, da ni imela koščkov in to sem imela pripravljeno za pol. Naredila sem tudi domač pomfri, jaz ga rada narežem na približno iste kose in pol dam namočiti. Tukaj sem pa že govedino začela pripravljati, malo drugače, ko pa mi delamo, torej pri govedini je pomembno, da so tanki kosi in da jih zmehčaš, torej s kladivom ali pa če ti kar mesar naredi, tako je meni. In pol dodaš česen in peteršilj, kot začimbo lahko umešaš v jajce, ampak jaz sem rekla, da bo preveč jajc in tako, da reč dam začimbe direkt na meso, pa seveda sol. In pol tukaj po receptu ni bilo moke, tako da sem jaz dala meso direkt v jajce in pol v drobtine, tako da jajce in drobtine. Pa seveda malo več začimbe, kot smo vajeni. Ker sem imela ostanke jajc, sem dodala še malo drobtin in pol sem natrgala še mozzarello in sem naredila take jajčne kruhe kroglice s sirom. Najprej sem prvič ocvrla krompirček, jaz ga vedno 2-krat serem, da je res tak hrustljav, pa da ni zažgan, ampak
glih prave barve. Ko je predsortje mimo, je čas za meso. Meso se malenkost bolj dolgo praži, zato ker je več govedina. Sem ga na 5 minut na vsaki strani, ker je vseeno bilo dosti tanko. In pol je fajn, da ga daš na eno papirnato serveto in ko je gotovo nadevaš. Ena opcija je z šunko, pol daš omako, to paradižnikovo, in pol daš na vrh mozzarelo in jaz sem dala še 2 rezini paradižnika. To gre pol v pečico, jaz sem dala airfryer, ker sem imela pač malo količino. In druga verzija je sam za omako in mozzarelo. Ko pa to vzamem iz pečice, sem dodala pa še na to, ko je malo manj nadevana jajce in je bilo res ful dobro. Cajt je bil za drugo rundo krompirčka, malo je bilo že olje od drobtin umazano, ampak sem provala čim bolj ujet ven, kar se je dalo. Te isto kroglice so bile ful hiter konc, tako da nisem niti gledala, malo sem po barvi sem gledala. Evo, mi se je prišlo iz pečice, sir je fajn stopljen, v bistvu sam toliko daš v pečico, toliko da je stopljeno. Tu sem še dodala jajce in malo origana na vrh in prvi poskus, res sem bila navdušena, mislim, pohano meso je tako dobro, ampak to je bilo malo drugače, še bolj polnega okusa, pa dejansko je dosti enostavno za narediti. Dober tek! Maj hoče not, gremo not. Hladim stanovanje, sam sploh ni hladno zun. Missing someone